Dobra novica za slovenski nogomet prihaja iz Slovenske Bistrice. Domači drugoligaški klub Ketemi Impol Bistrica je po več mesecih brezdomstva odigral prvo tekmo na novi travnati površini bistriškega osrednjega stadiona v športnem parku. Fantastična, sprememba igrišča, ena top 3 igrišča v Sloveniji, se lahko zdaj naše imamo zelo lepo, tako da nažalost bi se opravičil navijačem za prvo tekmo. Nasprotnik v tej uvodni otvoritveni tekmi pa kdo drug kot finalist slovenskega pokalnega tekmovanja, nogometni klub Brinje iz Grosuplja. Enostavno smo uživali v tej vrhunski travnati podlagi, uživali smo v igri, pokazali smo našo kvaliteto in to je potrebovalo tudi do 4 zadetkov in pa zmage. Nogometaši Brinja so pokazali vrhunsko predstavo nogometne igre in v bistriško mrežo pospravili 4 žoge, ter tako domov odnesli pomembne 3 točke. Grosupeljčani, ki v sredo čaka finale pokala proti Aluminiju, so zmago ohranili upanje za naslov prvaka druge lige. Toliko uspešne sezone iskreno ne bi mogel noben pričakovati. Govorim za pokal seveda, v ligi smo imeli cilj, da osvojimo ligo in pa da gremo prvo ligo, cilj je seveda prva liga. Kar se tiče pokala pa seveda noben ni mogel pričakovati, sploh potem, ko smo dobili žreb, ker smo videli, da v 16. finala Maribor in vedeli smo, da pa lahko dobimo Olimpijo Celje naprej, tako smo imeli najtežjo pot v bistvu do finala. Tako da to so samo neke bonus tekme kot nagrada za celotno sezono. Bistričani so v tem krstnem nastopu res ostali brez točk in tudi gola, vendar bodo zamujeno poizkusili nadoknaditi v naslednjih prvenstvenih tekmah na tem lepem nogometnem travnatem tepihu. Ja, seveda, Zelenica je zelo pomembna pridobitev in mislim, da nam bo pripomogla, da bomo v bodoče dobivali dosti več točk in bili dosti više na lestvici. Ja, Zelenica je super, no škoda samo, da smo jo dobili šele konec sezone, ker bi lahko prej mogoče dosti boljše izkoristili, bil večji užitek igrati pred domačimi navijači, domač stadion. Škoda, no, imamo še eno tekmo tu, jaz verjamem, da se bomo s fanti potrudili po najboljših močeh, da to tekmo tukaj dobimo in tako zaključimo sezono. Tako da ja, želim vsem srečo naprej, to je to. Nogometaši Brinja so v tekmi 28. kroga povedli z 0:1 v 19. minuti, ko je po podaji Nikole Jovičevića v polno zadel Vinko Skrbin. V 26. minuti je po prekršku v kazenskem prostoru Pirečnika nad Kovačem na to žogo z 11 metrov v mrežo pospravil Nikola Jovičević za vodstvo gostov 0:2. V prvem polčasu smo lahko, itak smo bili fokusirani na svojo igro, ne na nasprotnika, lahko smo razvili svojo igro posesti in bilo je veliko prostora po sredini, tako da smo lahko dosti enostavno prihajali v veliko priložnosti, lahko bi dali mogoče še kakšen zadetek več, ampak mislim, da 2:0 je potrebovalo to, da smo lahko potem mirno pripeljali tekmo do konca. Poleg 2 golov so si gostje v prvem polčasu preigrali kar nekaj lepih priložnosti. V 4. minuti je poizkusil Dobnikar. Med 4. in 5. minuto je bil svojima poizkusoma v ospredju Nikola Jovičević. Zelo nevarno so gostje zapretili v 13. minuti, ko iz 3 poizkusov niso zadeli. Veselje jim je preprečil domači vratar Tagizada. V 29. minuti je bilo pestro v kazenskem prostoru Dolencev. V 34. minuti pa je z lobom poizkusil za domače Vidović. Ob zaključku polčasa pa je bil zelo dejaven Marcel Kene. Veselje Rorića pa je z lepo obrambo preprečil Tagizada. Prvi polčas smo hoteli z neko taktiko presenetiti nasprotnika, presenetili sami sebe, zato jaz odgovarjam, prevzamem maksimalno odgovornost, čeprav fanti tudi morajo vso odgovornost, ni problema. Tudi v drugem delu, tako kot v prvem, so številni gledalci videli 2 gola in to v režiji nogometašev Brinja. Najprej so Grosupeljčani, in to v 50. minuti, ostali brez Dobnikarja, ki je moral predčasno pod prho. Kljub igralcev manj pa je Nikola Jovičević z drugim golom na tekmi povišal na 0:3. V zadnjih 10 minutah je najprej Nik Pirečnik, in to v 82. minuti, takole sprožil proti vratom gostov. 2 minuti kasneje, v 84. pa je samo pri poizkusu stal domači kapetan Enej Marsetič. Prva domača tekma na tem stadionu sigurno ni šlo po naših pričakovanjih. Ne bom rekel, da z ekipo nismo imeli želje, da smo slabo stali, samo
zgleda, da nam nekaj manjka v tej igri, v tej kombinatoriki. Prvi polčas bom rekel, da smo bili kar slabi, no, nas je nasprotnik kar dominiral. Pol smo se dvignili, nasprotnik prejel rdeč karton, ampak tega pač nismo znali izkoristiti, ne. Tako da nič, gremo dalje, imamo še te 2 tekme za končati sezono in se bomo potrudili po najboljših močeh. Varovanci trenerja gostov Gorana Markoviča pa so zmago 0-4 potrdili v zadnji minuti tekme, ko je po akciji za učbenike rezervistov Hojčani Ikača zadel slednji za zmago v Slovenski Bistrici z 0-4. Poraz Brinje ni tragedija ekipe Bistrice, vendar se poraja vprašanje, zakaj takšen padec bistriške ekipe v zadnjih obračunih. Ja, malo smo padli, jaz gledam te 2 tekme zdaj, ampak zdaj nimamo druge, da se poberemo in da te 2 tekme, ki še nas čaka do konca sezone, damo maksimum in da probamo dobiti vse točke in da uspešno zaključimo sezono. Kaj je bilo dejansko odločilno, da se potem pojavili cilje porazi? Pa dobro, sej porazi nismo povezali več kot 2 poraza skupaj, smo vedno prekinali, tako bomo tudi zdaj. Isto se je dogajalo lani na zaključku sezone, če se spomnimo, bom rekel tako, igralci še ne vejo, kje bojo, nobeden se z njim ne pogovarja, se pravi selekcijo je treba že sedaj narediti, se pogovarjati z njim, kdo ostane, tako da tudi igralci so malce nesigurni glede svojega statusa, ampak to ni upravičilo za današnji poraz. Verjamem, da bomo skupaj stopili, je pa res, da mora klub živeti, da ne sme popuščati, bom rekel, organizacija, vse skupaj, je res, malo je vse skupaj zaspalo, ampak že v Kranju bomo mi to obrnili, da ne bo izgledalo, kot da spi, to je to. In kar je najpomembneje za nogomet in šport nasploh, priljubljene bistriške tribune so ponovno zasedli navijači.